Kako vi ocenjujete današnja B2B poslovna srečanja? Zdaj načeloma se mi zdi izredno zanimiva zadeva. V bistvu sem sicer šele 3 sestanka, 3 druženja. Zelo težko v bistvu ocenam, ampak te 3 druženja so izredno zanimiva. Mi je bila izredno veliko, sem dobil v bistvu tudi informacij. Predvsem je to dobra priložnost, da v bistvu obnovimo kontakte z nekaterimi partnerji, ki jih že poznamo, in pa predvsem, da sklepamo poznanstvo z nekaterimi novimi, včasih tudi na interdisciplinarnih področjih, ki jih načeloma sami ne pokrivamo ali ne zmoremo pokrivati. Kaj pripravljate novega? Nekaj je še poslovna skrivnost zaradi same faze patentiranja, tako da na 3 športih pa še pripravljamo, rečemo kar tak fajn strokovni pretres, kar se tiče napredka. Kaj svetujete inovatorjem? Jaz mislim, da predvsem poslušati vedno samega sebe in verjeti v bistvu svojo lastno osebnost. Poslušajte, hodite po svetu z odprtimi očmi, z odprtimi ušesi, poslušajte predvsem vaše sodelavce, ki so na terenu in vse vaše partnerje. Kadar podjetje izkoristi ustvarjalne potenciale, znanje in izkušnje vseh zaposlenih, ne le tistih, katerih inoviranje je pravzaprav poklic, pride do velikih in majhnih novih idej. To povečuje možnosti najti tisto pravo, ki bo prinesla podjetju novo poslovno zmago. Kakšna je bila ta pot od ideje, od sanj do izvedbe? Trnava, težka. Jaz na primer sam osebno, jaz sem riskiral vse, kar sem imel, delal 8 ur na dan in to 3 leta, tako da sem postopoma razvijal produkt, pa do te popolnosti, da je zdaj primeren za prodajo, pa da ga predstavim v svetu. Predvsem inovacija po izboru javnosti je nekaj, kar nismo mogoče toliko pričakovali in je res potrditev in kaže na to, da je tak izdelek zaželjen strani kupcev in naših bolnikov, tako da vsekakor dobre občutki. Občutki so seveda krasni, saj to je priznanje, ki nam je bilo dano in dokazuje, da smo se trudili v pravo smer. Na vsaki podelitvi so občutki lepe, sploh če si prejemnik zlatega priznanja in seveda sem ponosen kot vodja programa, seveda sem ponosen na naše inovatorje, na moje sodelavce, ki so v bistvu najbolj zaslužni za to, da so inovirali in pripeljali produkt tako daleč, da ga imamo danes na trgu, tako da jaz mislim, da govorimo o eni veliki prodajni uspešnici Gorenja. Bilo je bolj sproščeno. Treba je povedati, da kot tisti, ki predstavljaš inovacijo, kljub vsemu malo stresa je. Res pa je, da začetek je bil bolj sproščen, vmes sem si pa mogoče že malo zaželel, da bi pa bil spet v vlogi tistega, ki predstavlja. Mi smo verjeli v našo idejo in nekako šli smo pa z nekim strahom na sneg, ali bo ali ne bo, no, potem se je pa pokazalo, da se s to smučo da smučati in potem nam je odpadel velik kamen od srca. Kakšni so pa občutki ob zlatem priznanju? Ja, to pa krasno. Kaj sanja si Akroni za prihodnost? Smo proizvajalec nišnih izdelkov, taki izdelki kot so te, si jih zgolj želimo in jih bomo v prihodnosti tudi več sproducirali. V redu, prireditev na nivoju, fine, odlične inovacije, se pravi, nas čaka svetla prihodnost, glede na to, kar se je danes pokazalo tukaj. Prireditev smo prenašali tudi preko spleta v neposrednem prenosu. Ali menite, da bo to lahko pripomoglo tudi k večji uveljavitvi v tujini? Ja, CITES je že zdaj globalno zelo razširjen, mi delamo na vseh 4 kontinentih. Sigurno prepoznavnost prek spleta tudi doprimore boljši prodajnim aktivnostim. Čestitke za priznanje, kakšni pa so občutki? Fenomenalni, res fenomenalni. Kakšen vtis pa je na vas pustila tokratna prireditev? Vsakič boljšega. Res upam, da bo tudi naslednje leto, da pridemo v sam vrh. Fenomenalni, jaz sem zelo ponosen na to, ponosen na svoj tim, na svoje delo, na moje podjetje. Lepi občutki, nepopisni. En
enkratna priložnost za v bistvu predstavitev podjetja, promocijo. Jaz sem presrečen, tukaj spet smo zbrali ogromno znanja, ogromno novih idej, projektov. Jaz mislim, da je to res en manifest našega inženirskega in trženjskega znanja, ki se bo vsekakor odrazil v večjih prihodkih, več delovnih mestih v prihodnosti.